700 ljudi teoretično v vseh enotah in ta številka se je potem takem vsake 14 dni do en mesec menjala. Ne pri vseh enotah enako, ampak načeloma polovica ljudi je bila prisotna. V našem primeru je bilo to 700 ljudi prisotni, 700 doma, pa 100 strokovne podpore, ki pa, tako kot sem rekel, v principu potreb so se pridružili sicer pa delno kulturo. 39. člena kolektivne pogodbe za javni sektor smo dolžni izplačati zaposlenim 65% dodatek na delo po prisotnosti v območju, ki je kužno, lahko kužno ali potencialno. Torej, 65% osnovne urne postavke na prisotnost dela v katerikoli zdravstvenem domu ali na terenu. Druga stvar je pa 71. člen zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID, ki ga je pa izumila ta vlada. In se mi zdi izjemno pametno in dober predlog, ki pa ni realiziran. Namreč, Ministrstvo za zdravje je vplivalo na Ministrstvo za finance in Ministrstvo za finance je ta sredstva, iz katerih se 35% črpa po 71. členu zakona, predalo občinam. Vse veste, ne? Občinam. Od občine pa še nismo nažili. Vendar zdaj je, še nisem videl, v finančnem stanju, da vsaj dan pogledal razliku. Tako da je zdaj, ker smo se pogovarjali, ampak pričakujem, da ne bom preveč kritičen, pričakujem pa še teh 35%, ki smo jih namenili seveda do 100% vsem tistim, ki so upravičeni oziroma delajo na izpostavljenih področjih. V marcu je bilo to 85%, 1367, v aprilu je bilo to 1335 zaposlenih, ali če hočete 84%, in v maju je bilo to 1422 zaposlenih, ali če želite 89% vseh zaposlenih. Torej, to je število zaposlenih, ki je, pozor, dobilo nadomestilo 65% po prisotnosti ur oziroma po prisotnosti na delu. Tam, kjer so bili izpostavljeni. Ja? Za direktorje vodstva in ostale, kot dobro veste, to ne vem. Ta drugi del pa še nismo, ta drugi del so pa predstojniki oziroma vodje enot zadolženi z moje strani, da pripravljajo predloge. Predlogi so pripravljeni, sem zelo vesel, da so jih pripravljeni, izplačali se bo pa takrat, ko bomo sredstva